Dan, lep pozdrav. Danes nekaj o tem, a je fibra izgorelost oziroma zakaj fibromialgijo dobijo ljudje, ki so najbolj hiperaktivni, ki se ne morejo ustaviti. Tako med našimi člani je večinsko so taki, ki so zelo delovni, zelo srčni, zelo ljubeči, zelo težko rečejo ne, zelo dolgo prenašajo kakšne hude pritiske in še kar delajo in delajo in delajo, ne. Potem se jim pa zgodi, da ne morejo več, da pregorijo, da se jih bolezen ustavi, da enostavno obležijo. Medicina zato sklepa, da smo pregoreli. Pa smo res? Ali je to stvar bolezni, ki jo imamo, ki je prišla v takšno fazo, da mi ne moremo več. Jaz imam otroka, ki je najbolj verjetno podedval isto stvar. In če jaz njemu rečem, a lahko ti prosim meni tole pomagaš, se dostikrat zgodi, da on meni reče, mami, jaz sem tako utrujen, jaz si bom zdajle spočil, jaz zdajle ne morem. In on gre in on se uleže in on se odpočije in ko vstane, on meni reče, kaj si rabila, zdajle ti lahko pomagam. Ne 3 stvari, veš, eno ti bom pa pomagal, z veseljem. In tako tudi naredi. On se je s takim odnosom ne samo rodil, pa da ima tudi prevzgojenega, ampak to je edini pravi odnos, ki bi ga vsi ljudje mogli imeti do bolezni in do svojega počutja, ne. In jaz mislim, da nekateri ljudje tak odnos do sebe imajo. Vi jih poznate zelo veliko, ki imajo tak odnos do sebe. Ko ne morejo, rečejo vam ne morem, zdajle sem utrujen ali pa zdajle grem spat, zdajle grem počivat. A ne, in če to zmore en otrok pri 18 letih, potem zmorete tudi vi pri 18 plus na veliki podlagi, a ne. Ampak privzgojili so nam pa drugače te stvari. Zato se zgodi tako. Mi v tem hipu, ko nas nekdo nekaj prosi ali pa ko vidimo neke obveznosti, ne rečemo ne, ampak rečemo, moram to še narediti, jaz tega ne morem gledati. Jaz rečem, jaz ne morem te svinjarije gledati, na primer, ali pa ne morem čakati, da se bo zbudil, ali pa ne morem, kaj jaz vem, na živce mi gre in tisto naredim. Nekateri od vas imate druge triggerje, bolj reagirate na to, da če recimo vam občutke krivde nalagajo. Vsak ima druge sprožilce, ampak dejstvo je, da mi vsi hodimo preko meje, ne ustavimo se, a ne. In zaradi tega, ker se ne ustavimo, se nam bolezen slabša. Tisti, ki se ustavijo, verjemite mi, nimajo v tej fazi bolezni. In mi ne samo, da se ne ustavimo, niti takrat se ne ustavimo, ker nam telo že orang fejst sporoča, zraven nam resnici na ljubo dostikrat tudi zdravniški medicinski sistem ne gre nasproti, ker neke še bolezni ne pozna, ne prizna in še celo govorijo vam, da če boste veliko migali, da boste boljši, a ne. In zaradi tega že iz občutkov krivde, iz občutkov poslušanja medicinske stroke, dostikrat greste preko meje, preko svoje lastne meje. Jaz bi si skoraj upala trditi, da večina fibromialgikov to dela. In zaradi tega hiperaktivci potem v nekem hipu, ko pa telo ima res dovolj, se vam pa kakšne stvari zgodijo. Pristanete v bolnici, se sesujete, ne morete niti koraka več. Ne vem, meni je odstopila steklovina, nič nisem videla. Pristala sem v bolnici zaradi srca, ampak jaz takih vaših zgodb poslušam res ogromno, pa ni važno, a ste vi zaradi srca, zaradi očesa, zaradi spazmov, zaradi spondiloartritisa, zaradi polimiozitisa, ogromno različnih bolezni ste imeli, zaradi katerih ste pristali v bolnici, a ne. Ampak rekli so vam pa, da ste vi pregoreli. Vidite, to pa je to, v kar jaz ne verjamem. Verjamem, da imamo mi bolezni, ki niso dovolj raziskane, predvsem pa so izredno podcenjene. Ne dajo jim prave teže, veljave, ker ne poznajo dobro mehanizmov. In zaradi tega vi ne pregovorite, ampak vaša bolezen gre v tak stadij, a ne, da ne morete več.
In še več, tudi v bolnici vam pogosto ne ugotovijo točno, kaj vam je, in vas samo delno zdravijo, ne? Tem pa je problem.